Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, po poletnih počitnicah, ko oddaje Duh veje, kjer hoče, nekaj časa ni bilo, vas z veseljem pozdravljamo v tokratni septembrski oddaji, ki prinaša novega gosta, saj so se zgodile novice in novosti tako na področju katoliške cerkve, kot tudi evangeličanske cerkve, namreč imenovana sta nova škofa. Upamo, da bomo v studiu uspeli pridobiti tudi škofa Janeza, vendar posebno veselje pa mi je, da lahko danes v tej oddaji pozdravim novega škofa evangeličanske cerkve v Sloveniji, dr. Aleksandra Erniša. Gospod škof, lepo pozdravljeni. In čestitke. Hvala lepa, lepo pozdrav tudi vam. Ker pri vas je to šlo skozi nek postopek izbire glasovanja, in koliko sem videl, je res bilo prepričljivo, 70% glasov. Tako da ste pričakovali tako gladko, hitro zaupanje teh, ki imajo pravico oddati svoj glas? Verjamem, da ta pogovor poteka v iskrenem duhu. Bom tako povedal, da jaz osebno nisem tega pričakoval. Se je nakazovalo, da ljudje z njihovo podporo, vernice in verniki, skozi določeno nagovarjanje, da zdaj je že čas, da zdaj bi pa že lahko. Čeprav sam v srcu nisem najbolj čutil, tako da kot verni ljudje se vedno potem naslonimo, če nekaj ni po naši volji, pa je mogoče po Božji volji. Sem potem mojo kandidaturo oddal. Moram reči, da veliko vlogo pri tem je odigrala tudi, ki me je kot prva kandidirala, ker ponavadi to kandidira oziroma vlogo za kandidata odda tudi predlog cerkvena občina, in to je bila Ljubljana. Tako da zatem pa še druge. Moram reči, da po pogovoru z bivšim škofom, po pogovoru z kolegicami in kolegi, vernicami in verniki, sem potem svojo kandidaturo tudi oddal. Po eni strani sem bil malo, kako naj rečem, skeptičen, nisem vedel, ali je res pravi čas z vidika tega, ker sem 3 leta šele nazaj prišel iz Trsta. In na novo smo začrtali pot, ker evangeličanska cerkev duhovne oskrbe v policiji še ni imela. Kaj zdaj to pomeni, 3 leta vseeno, ni to toliko časa. Tako da, ampak kljub vsemu, zdaj pa z Božjo pomočjo gledamo naprej. Je bilo potrebno, kaj mislite, da je prepričalo? Je potrebno predstaviti kako vizijo, strategijo? Vi ste sorazmerno mlad namreč, oziroma tam je nek pogoj, ko bi vas tudi vprašal, zakaj se pravi starejši od 60 let naj ne bi kandidirali. Torej se vseeno išče ta zanos, energija, mladost, ki jo naj tudi škof prinese. Zakaj bi ta meja? Ker na 60 let gotovo še ima mož tudi lahko dosti volje za delo škofa. Zagotovo se strinjam s to vašo mislijo. Zdaj, pri nas so pač cerkvena ustava in statut sta napisani tako, kot sta napisani. Tako da zdaj, in to pravilo se tam določa. Zdaj, ali bomo v budočnosti o tem razmislili v smislu seveda ne duhovnice, duhovnike, ampak celotna sinoda kot najvišji organ v evangeličanski cerkvi. Tako da to je drugo vprašanje. Zdaj, sorazmerno mlad pomeni, po eni strani več kot 20 let sem že v službi, Božji službi, če lahko tako rečem, po končanem študiju leta 2004. Tako. Po drugi strani sem pa zmeraj, moram reči, da me ni bilo strah poizkusiti. Tako je bila tudi duhovna oskrba najprej v Slovenski vojski, potem Trst v tujini, povratek nazaj je duhovna oskrba v policiji, tako da zdaj v tem trenutku oddajam kandidaturo za cerkveno občino v Ljubljani, duhovna oskrba v policiji ostaja, tako da zdaj v tem duhu čutim dovolj energije, predvsem, čisto iskreno, jaz si najprej želim, da se mi vsi duhovnice, duhovniki pogovorimo, začrtamo skupno pot skupaj z vernicami in verniki. Tako da, sodelovanje
in 3-krat sodelovanje. Sodelovanje, ne? Je ta priimek Erniša ni neznan, seveda zaradi vašega očeta, zdaj moram se dotakniti na nek način, je to dodatna odgovornost, je breme, imate občutek, da vseeno, ko stopate po sledeh, ne, očeta, ki je bil tudi na tem položaju, a je to kakorkoli v tem kontekstu vašega službovanja vidite kot dejansko neko hipoteko, ki jo morate izpolniti, oziroma bom rekel, kaj je dediščina, ki ste jo prenesli od očeta na vas, ko jo zdaj lahko v tej službi tudi realizirate? Zagotovo zdaj ena taka, če uporabim vaš izraz, hipoteka, jaz odplačati ne rabim, ker oče me je zmeraj vzgajal v tem, da saj imam starejšega brata, mlajšo sestro, da je vsak tak, kot je in mora živeti svoje življenje. Zdaj, kar se pa tiče vernic, vernikov ali pa ostalih ljudi, ki so očeta poznali, pa zagotovo z njihove strani so neka pričakovanja. Slišijo priimek Erniša in zagotovo pa moram reči, da vzgajala vse nas 3, mama in oče, in zagotovo živim tudi očetove vrednote. Jaz sem njemu zelo hvaležen za vse, kar mi je kot oče dal. Po drugi strani sem ga spremljal kot duhovnika, kot škofa 18 let, tako da vem približno, kaj je bilo vse. Ampak zavedati se pa moramo, pa mogoče vernice, verniki ali pa ljudje tega toliko ne povezujejo. Jaz sem na njega gledal kot na očeta. Jaz, ko on je odhajal, jaz sem njega pogrešal. Kot očeta. Ko je on bil na službenih potovanjih, jaz nisem, da je zdaj, cerkvena občina je ostala brez duhovnika oziroma nadomeščanja in tako naprej. Tako da otrok gleda na svojega očeta kot na očeta, ne glede na funkcijo. Je pa res, da z mojim odraščanjem sem pa jaz tukaj tudi dozorel in šele zdaj mogoče vidim, da tako kot je gospod Marko Pavliha napisal eno knjigo Nismo rojeni le zase, tudi to jaz doživljam zdaj, res je. Oče je tudi živel za to cerkev, tako kot jaz, čedalje bolj si želim živeti tudi za to cerkev. In ne samo za cerkev, ampak za celoten evangelij, ki ga je potrebno sporočiti kot veselo novico ljudem. In na svoj način? In v tem načinu se bo prepoznaval tudi vpliv vašega očeta, vendar ne kot tekma, ne da bi zdaj moral pustiti enak pečat, enak globok, ne da bi to zdaj, ker malo delam primerjave sporednice, recimo s kakimi športniki, glasbeniki, ne vem, pisatelji, ki imajo potem neko nasledstvo v svojih sinovih hčerah in potem imajo vedno občutek ti sinovi in hčere, da morajo izpolniti določena pričakovanja, ne obuti enako velike čevlje, da bi zadovoljili potem hotenja teh svojih staršev. Tu verjetno boste predvsem vi, dr. Aleksander Erniša, ne? In skozi vas se bo koliko se bo prepoznal vaš oče. Ne? Tako, jaz moram reči, da oče kot škof je bil zagotovo človek, ki je takoj prepoznal, da ni dobro, da sin je pod njegovim okriljem. Odlično. Tako da jaz moram čisto iskreno reči, po pol leta kaplanovanja, se pravi nekega pripravništva v cerkvi, v samem začetku me je on že poslal v Ljubljano. In takrat z bivšim škofom, kateri je name zelo veliko vplival, gospod Filo, sem bil jaz kaplan pri njem in potem sem se zaposlil v Slovenski vojski. V kam oče kot tak nikoli ni imel s tem izkušenj, to je sodelovanje bilo z Vladimirom Mesarič, mojo sodelavko, in tako da sva midva skupaj z Vladimiro na nek način evangeličansko duhovno oskrbo so ustvarjala. Ona je bila že prej, jaz sem si priključil, ona kot namestnica vojaškega vikarja. Tako da, veste, jaz sem tu pa tam vprašal za mnenje mojega očeta. Zdaj, kot škof, ga pa to vprašati več ne morem, ker je pokojni 3 leta. Tako da po eni strani nimam več tega, pa če bi tudi si želel poklicati očeta, kaj pa zdaj v tem primeru, kaj pa zdaj to. Ampak jaz moram to pot hoditi sam. Se pravi, sam kot tak, ampak z vero v Boga. In tako da tukaj po eni strani moram reči, da sem prepuščen samemu sebi in jaz se v tem smislu
kako naj rečem, zanašam na molitev in na zaupanje in seveda sodelavke, sodelavce, potem pa vernice in vernike. Človek iskreno povesti, ne, in tudi z svojim znanjem, ki ste si ga nabrali, ne, nazadnje ste študirali tudi na Slovaškem, ne, in potem na Dunaju. Imam občutek, ne, potem Trst, Ljubljana, Slovaška, Dunaj, ta nova okolja, ni vas strah novi okolji, ne, ste zmožni se prilagoditi tudi v nov prostor, če je potrebno priti, nova spoznanstva, novi izzivi. Torej, to je nekaj, kar vas je spremljalo, ne, na zdajšnji poti karierni. Tako, gledajte, zdaj, jaz sem bil star po osnovni šoli 14 let, ko sem šel v gimnazijo na Slovaško. Tako da, sicer sem živel pri moji babici, oziroma starih starših, staroče je hitro umrl, ampak vseeno, šel sem v tujino. Nisem imel starše zraven sebe. Ne. Tako da jaz čutim zelo globoko povezano z Prekmurjem, kako Prekmurec rekel tudi dobro gučim prekmursko. To vas sledi tudi probala štedele. Ja. Ampak drugače pa ja, to mi je dalo neko, pa nočem govoriti o neki samozavesti, ampak vseeno neko mirnost, da okolje kot tako je vsako krasno in ti nekaj da. In je potrebno iz tega okolja potegniti nekaj pozitivnega. Zato sem jaz tudi na Slovaškem bil 9 let, 1 leto na Dunaju. Pa potem znotraj same Slovenske vojske sem se udeleževal različnih misij, Kosovo, Afganistan, službena potovanja, tja. Se pravi, niti včasih nisem dopustil imeti neko hudo domotožje, iti nazaj domov, vrniti se nazaj domov, ker sem bil sem željan nekega novega znanja, spoznanja novih ljudi, okolice in tako naprej. In mislim, da mi je to dalo eno širino, uvid, da svet ni črno-bel. Ja. In dali ste se na razpolago, torej, če me potrebujejo tam, grem tja, če me potrebujejo tu, niste pogojevali, ne, z nekim res, zdaj se bom poskrbel za svoje ugodje, nekje se bom pognal korenine in to je to do konca. Ne. Če za Božje kraljestvo, ne, če je to Božja volja, pa grem tudi v Afganistan. Ne. In to vendarle govori o neki, ne vem, karakterni značilnosti, ne, da te prioritete že sorazmerno zgodaj morali razvrstiti, kaj je tisto, ne, že kot 14-letnik, nabirati znanje, iti v magari tujino, ločiti se za nekaj časa od družine, ampak z vedenjem, da ni to, grdo rečeno, brez veze, ne, da to ima nek smisel. Ne. So vam jeziki, ste že prej čutili afiniteto, ker domnevam, da slovaško, nemško, angleško, ali kar, da lahko takoče komunicirate o tem, je to tudi ena od teh prednosti, ne, ki vam omogoča, da zdaj dojemate, ne vem, svet, zemljo kot svoje območje evangelizacije, ne, da se ne čutite nikjer tujca, ne, na nek način. Ja, zagotovo. Moj prvi tuji jezik je bila slovaščina, potem sicer v osnovni šoli smo začeli z nemščino, srednja šola angleščina, fakulteta angleščina. Tukaj moram dodati vseeno, da je potem neka širina nastajala z češkim jezikom in zadnje obdobje, zadnjih 7 let, še italijanščina. Tako da, ja, približati to kraj, približati ljudi, ti se pa predvsem približaš ljudem, s tem, da poznaš neki jezik. Ne. Jaz moram povedati tako iskreno, da jaz, saj za en medij sem že to povedal, jaz imam res občutek, da včasih nimam jaz nadzora nad mojim življenjem. Ne? Da je nekdo drug tisti, ki vodi moje življenje. Se pravi, kot se pravi, ne, človek obrača, Bog obrne. In jaz sem tak močan občutek, vtis dobil ravno tik pred zagovorom doktorskega študija, se pravi dizertacije moje, sem rekel, pa dobro, jaz si tega nikoli nisem želel. Jaz sem želel teološko fakulteto zaključiti, tudi tam sem imel kot študent malo neke krize, a je to za mene v iskanju, kar mislim, da doživljajo vsi mladi. Tako da, ampak in potem sem rekel, ko bom jaz dobil diplomo, ko bom zaključil, potem se ne bom naučil ničesar več novega, ker mi to toliko energije jemlje.
ne, ni bilo dolgo zatem, sem spoznal gospoda Kozma Ahačiča, ki je bil moj mentor, gospod Kerševan, somentor, in sem se podal v neko novo zgodbo. Ne. In potem sem rekel, ok, v redu, sam še ta doktorat, in pride klic iz Trsta, a bi ti prišel k nam za duhovnika. In sem rekel, ja. In pridem tja seveda z italijanščino in spet nek novi jezik je potrebno se naučiti. Tako da zdaj pa več nič ne pravim. Zdaj, kakršna je Božja volja, seveda. Jaz na to gledam z eno veliko hvaležnostjo, ker sem imel na eni strani to osebno željo, podporo, na drugi strani dodati pa moram še to, da moje življenje je bilo zmeraj neko povezano z hrepenenjem, po nekem novem spoznanju, videnju. Zato, ker več, to je res, ko pravijo, da več vidiš, več vprašanj se ti odpira. Ne? In če si željan odgovorov, potem greš naprej. Ker v nekem trenutku ste verjetno morda mi celo imeli na izbiro bolj teološko pot, ne nazadnje doktorat narediti, pa ugledni mentori s profesorji ste že na ti, ne? Pa se mi zdi, da pri vas vseeno potem prevagala ta želja, pa prosim me popravite, če se motim, vendarle prej služiti drugemu, ne? Da zdaj lahko bi ostali verjetno na fakulteti ali pisali teološke razprave, knjige, to še vedno ni nemogoče, ne? Vendar tudi za to službo, pravim, če ste šli v Trst, Afganistan, ne vem, Kosovo, kjerkoli že, ne? Je vendarle tisti čas, da bi bili zgolj nekje v knjižnici, prebirali različne vire, ekstrahirali, ustvarjali neka nova spoznanja, ne? Ste se temu zavestno odpovedali, ste kdaj bili v tej dilemi, katero pot bolj ubrati? Ker jaz sem približno vem za naslov vaše doktorske, torej primerjava prevodov, ne, izvirnika za teološki pomen na primeru Trubarja, nekaj takega. Hišne postile od Lutra. No tako, ker to je že kar globoko, ne, mislim, to že greš v prevode, primerjave Trubar, Lutar, ne. Tu, če bi tu ostali, bi tudi lahko zasedli neko pomembno nišo, ne, znotraj evangeličanske misli. Je bila kdaj dilema med tem, v katero smer ubrati? Glejte, jaz sem ena in druga teološka fakulteta, na kateri sem jaz študiral, in Bratislava in Dunaj, tako po domače rečeno, sta usmerjeni v izobraževanje ne toliko teologov, kot pa duhovnikov. Se pravi, za človeka, ki se odloči za ta poklic, da opravlja duhovno službo. Zato moram čisto iskreno reči, da jaz osebno se najboljše počutim, ko sem z ljudmi. Zagotovo obvezno je tudi nadaljnje izobraževanje, branje in tako naprej. Ljudje enostavno imamo afiniteto. Bog nam je dal dar, talent, da ta prepoznamo, kateri talent je naš, in jaz sem prepoznal ta talent kot to, da se hočem biti z ljudmi. Ne vem, če veste, jaz nisem želel niti postati duhovnik, ko sem bil mlajši. Ne? Moj oče je bil zelo presenečen z mano vred, ko sem rekel, da grem študirati teologijo. Ne? Ker jaz sem bil kot otrok, sem rajši v nedeljo gledal Živ žal doma, takrat smo imeli Živ žal, kot pa, da bi šel v cerkev. Ne? Ampak ta preobrat, kot pravim, ne, človek obrača, Bog obrne, se je zgodil v trenutku. Želel sem postati osebni zdravnik, se pravi družinski zdravnik. Res? Ja, ampak želja z ljudmi je bila pa zmeraj velika. Ne. Tako da jaz se zelo dobro počutim, ko skrbim za pastoralo. Tako da to je meni blizu, nagovarjati ljudi, spodbujati ljudi, govoriti jim o veseli novici. Zelo rad, enkrat mi je en prijatelj povedal, da Aleksander, zakaj sploh ti to opravljaš, ta poklic? On je pa zelo uspešen v gospodarstvu. Sem rekel, glej, zato da tebi govorim, da je ljubezen vredna, da ni vse naprodaj, da ene stvari, da enostavno ljudje rabimo tudi drug vidik življenja. Se pravi, brez materialnega ne gre, ampak brez duhovnega, brez te ljubezni, spoštovanja, strpnosti tudi ne gre. Ker če takrat človek ni zadovoljen, tudi tvojega izdelka ne bo kupoval. In tako naprej. Tako da eno mora sodelovati z drugim. Ne? Tako da jaz se pa
dobro počutim tukaj. Ne? Zato pa tudi duhovne oskrbe, čisto iskreno, ali vojska, zdaj policija, v Trstu je bilo zelo osredotočeno v pastoralo. Sem se počutil kot doma. Gotovo, ne, ta altruistični vidik, ne, za blagostanje, dobrobit sočloveka, ne, če smo vsi božji otroci, ne, in vendarle vidiš, da pri marsikom te zavesti v njem ni, da je ljubljen od Boga, njegovega stvarnika, in da mu prineseš to veselo novico, ne, ti si zapisan večnosti, ne, ker danes usmisliti eksistenco marsikomu ni lahko. Jaz sem ravno kar končal branje knjige od Hermana Hesseja Narcis in Zlatoust. In ta Zlatoust je preizkusil marsikaj v življenju, ne? Prezgodaj je umrl in naenkrat, čeravno se je izobraževal samostalno, na koncu, ko je umiral ob svojem prijatelju, ki je pa bil opat, je zavrnil možnost večnega življenja. Njemu je bila umetnost, in s tem, ko je umetnost ustvarjal in ko je tudi nehal ustvarjati, se za njega vse končalo. Ne? In to je žalostno. Ne? Se pravi, niti opat mu ni mogel dopovedati, saj ne da se dopovedati, ne? Ampak ponuditi tudi to možnost v presojo, ne? Da svojo eksistenco vidimo tudi skozi vidik onostranskosti. Ne? In zato je seveda duhovništvo primarno, jaz pravim, da je to ni žaljivka, če rečemo dušebrižništvo, ker mi je mar za tvojo dušo, ne, sočloveka, za tvoje zveličanje. Ne. In zato mogoče tudi, no, da se še usmerjava v to vaše škofovsko vodilo, ne, ki ste ga po Trubarju, ne, stati in obstati. Ne. Zakaj ste si ga izbrali, oziroma ali je to dejansko v tem kontekstu, da ljudem tudi posreduješ to, da je življenje na nek način ni lahko, da pa imamo na izbiro vendarle nekatere pomožna sredstva, oziroma da je v veri lahko nek odgovor, ki ga svet sicer ne more dati. Ne. Zdaj se z eno zelo lepo istočnico dali. Ne. Ena zelo dobra psihologinja, zdaj ravno v policiji, mi je dala eno tako lepo, eno lepo razmišljanje. Ne. Smo se pogovarjali tudi o tem razlika med psihologijo in duhovno oskrbo in tako naprej. Ne. In rekla je, da Aleksander, vi lahko greste čez. Duhovnost pomeni iti čez. Biti veren pomeni iti čez. Tukaj se navežem na Martina Lutra, ki je rekel, da naloga vere je, da človek ve umreti. Narcis in Zlatoust. Ne? Je ravno to, celo življenje te vera uči, kako umreš. Memento mori. Tako. In to je naloga, jaz to gledam na to, to je naloga duhovnika. Ljudi spremljati, ampak skozi vsako zgodbo jim povedati o tem večnem kraljestvu. Ne pa pozabiti, da je večno kraljestvo zdaj tukaj že med nami. Tako da, in ljudje smo krasna bitja, ljudje razmišljamo, nismo nagonska bitja, imamo svoje občutke čutenja, imamo svoje vizije, želje, imamo svojo vest. Se pravi, toliko neznank imamo, da enostavno ne moremo zgolj in samo na znanstveni vidik in znanstvenik področjem to dokazati. To marsikateri znanstvenik tudi pove, da ene stvari so pa, rečemo temu, v božjih rokah. Ali je veren ali je neveren. Ne? Se pravi, in to je to krasno. Eno in drugo se mora dopolnjevati. Tako mi z znanstvenega vidika, tako z duhovnega vidika. Ne? Zdaj, edino, kar pač je se zgodilo, da ljudje enostavno duhovnost, ja, religioznosti pa ne. No. Tukaj moram čisto iskreno reči, da jim ni niti za zameriti. Sami se bomo morali s pepelom posut. Ne? Pa ne zaradi tega, ker marsikdaj v tistem trenutku, to lahko človek vsak sam pri sebi si prepozna, da v tistem trenutku sem včasih ravnal glede na to, na vse informacije, ki sem jih imel. Nisem vedel drugače. Danes kot cerkev vemo, kje smo mi zgrešili.
In to jaz kot nalogo, kot škofa z mojimi sodelavkami in sodelavci, hočem skupaj narediti, kako naj rečem, neko analizo, kaj so tiste dobre stvari, kaj so slabe stvari in v ljudi vprašati, kaj si oni želijo in kaj oni pričakujejo. In to je potem na nek način, bo vse izpeljano, dvomim. Ampak potruditi se je potrebno, prisluhniti in zato sem si sam pri sebi tudi povedal, da moje prvo obdobje, če lahko temu tako rečem, ne, če se malo pošalim, prvih 100 dni, kot imajo v parlamentu, ne, bo namenjeno poslušanju. In resnično obiskovanju vseh cerkvenih občin, v katerih se želim srečati z ljudmi, z vernicami, verniki in tudi nevernicami, neverniki, ali pa člani cerkve, različnih cerkva, da naredimo da si prisluhnemo, da si povemo, ampak iskreno in na glas. In jaz mislim, da v tem, in globoko verjamem, da v tem dialogu, v tej komunikaciji, poslušanju je prisoten napredek. Tako da, zakaj pa stati in obstati? Stati pomeni za mene, da spoznam samega sebe. To ne pomeni da sem jaz pa zdaj trmasto vztrajam na enem položaju. Ne, da jaz trmasto vztrajam pri tem, da spoznavam samega sebe. Obstati pa pomeni zame kot molitev Bogu. Bog, pomagaj mi, da obstojim, da ostanem, da ne bom pozabljen. Se pravi, ne zdaj, da proti nekomu delaš, ampak da veš, kdo si in da se pa tudi zavedaš, da pa ni vse odvisno od tebe. A je Pavel rekel, ne? Zatorej, kdor misli, da stoji, naj pazi, da ne pade. Ne? Ker če že stojiš, še nimaš zagotovitve, da bo tako tudi večno stalo. Zato je stalen trud, oziroma ti se moraš vsak dan na novo ozavestiti v tej svojem položaju. In tako kot ste rekli, ne, mi je prišla na misel sporednica z Avguštinom, ne, čutiti, ne, to kot duhovnik posredujete ne samo neko formalno teološko vedenje, ampak da je najprej potrebno začutiti, da si Božji otrok, da Bog je. Ne. In to čutenje je tudi nekaj, kar je sveti Avguštin, ne. Mislim, da je bil Martin Luther tudi pripadal avguštinskemu redu. Ne. On je tudi to zelo izpostavljal. Ne. Lahko se gremo pozneje tudi s holastiko ali pa karkoli, ne, tisto strogo postavljene neke teološke gabarite, ampak če ni čutenja, ne, potem skoraj zastoj, ne, ker tudi Akvinski nazadnje priznava, da lahko sicer proba umevati, ne, iz stvarstva Boga, vendar če ni tudi čutenja, ne, to je pa še toliko bolj sveti Avguštin poudarjal, ne, potem ta vera je vedno znova na veliki preizkušnji. In duhovnikova poslanstvo je, da prinese najprej to spoznanje, da se Boga oziroma to svojo povezavo z svojim slavnikom tudi čutiti. Ne. In to pa, kot ste omenili, dejansko skozi dialog, skozi pogovarjanje, poslušanje. In zdaj bi tole vprašal, ne, ker ste omenili, da je najvišji organ sinoda. Ne. Ja. In zdaj v katoliški cerkvi, ne, z papežem Frančiškom se tudi začelo govoriti o sinodi. Ne. In on tudi podoben besednjak uporablja. Sinoda bi mislim, celo pomenila hoditi skupaj, ne, ali pa dejansko ta vzajemnost, poslušanje, noben ni izključen. Ali mislite, da je, se pravi, to nekaj, kar je katoliška cerkev zaznala, da je pozitivno v evangeličanski cerkvi, kar že prakticira in proba pri sebi, se pravi, kot nek tudi način prihodnjega občestvenega življenja upeljati kot nek standard? Vem, da je to nehvaležno vprašanje, ker ne morete komentirati, ampak bolj se vprašanje dotika te same sinodalnosti. Torej, kakšne so izkušnje? Vi ste rekli, da se bo treba tudi prilagajati novim časom, omenili ste dialog in da je ta sinodalnost v bistvu ta temeljni kamen, na katerem bo tudi počivalo vaše prihodnje delo. Ali se motim? Ne, zagotovo. Glejte, naša ureditev cerkvena je presbiterijalno-sinodalna. Se pravi, vsaka cerkvena občina ima svoj presbiterij, poleg duhovnika, duhovnice je tudi inšpektor, inšpektorica, se pravi, predsedstvo je to ene določene cerkvene občine, ampak v ozadju so presbiteri in
vse cerkvene občine so tako organizirane in na ravni cerkve je isto. Potem je pa skupna sinoda. Se pravi, gledajte, to izhaja iz Svetega pisma, kjer sta 2 ali 3, tam sredi sem tudi jaz. Se pravi, da eden sam ne more vedeti resnice. Eden sam, se pravi, občestvo je tisto, katero že po Kristusu samem je takrat doživiš neko skupnost. In v sami evangeličanski teologiji gre za skupnost. Se pravi, nočemo oziroma nikoli ni bilo, da bi eden sam odločal o stvarih. Je včasih res, da se moraš odločiti, tako kot se v družini mora eden mogoče včasih odločiti, ampak to ne pomeni, da se samo eden odloča. Odlično. To pomeni, da se včasih mama odloča, včasih oče, včasih babica, včasih sin, včasih čer, tako naprej. Včasih stric in tako naprej, če hočemo tako malo širšo družino prikazati. In isto je v cerkvi. Se pravi, vsi imamo svoje talente in jaz veseljem vašemu prisluhnem, ker nimam z mediji toliko izkušenj in vam pa si pustim povedati, kaj pa vi o tem mislite. In si rečem, ok, v redu, saj ima prav, zakaj potem on ta voz ne potegne na tem področju. In to je ravno to sodelovanje. Ne? Sinoda kot taka pomeni sodelovanje. Za vseh, kako naj rečem, z cele Slovenije pridejo na kup delegati, ki so določeni strani cerkvenih občin in potem skupaj se naprej pogovarjamo. In ona potem odloča, da to ni potem v smislu odločitve enega, ampak odločitve sinode. Ker Sveti Duh ni vseh svojih darov podaril, skoncentriral samo na eno osebo. Ker če je to nekako eno telo oziroma različni so darovi, isti pa je duh, enemu dar, učiteljevanje, prerokovanja, zdravljenja, česarkoli že. In dejansko, zakaj bi z zavračanjem nekoga, samo zaradi svojega položaja, ga ignoriral, ker dejansko se prikrajšaš za nekaj, kar lahko Sveti Duh pa skozi to osebo sporoča v dobro celotne skupnosti. Meni je bilo zelo dolgo podoben koncept sobornost, me je dolgo časa navduševal. To je pri vzhodni cerkvi, imajo pravoslavni to razvito, kjer dejansko so z konsenzom odločali po predhodni molitvi, da bi vodi duhovnik, občestvo, in potem vztrajajo celo tako dolgo, da pride do konsenzne odločitve, niti ne dovolijo večinske, zanimivo. Ampak tisto sem premišljal, verjetno deluje v manjših skupnostih, ker ko je pa skupnost nekako večja, pa dejansko moraš imeti neke, ki jih delegiraš, ne morejo vsi verniki, v enem prostoru se zbrati, pa vsak svoje povedati, ker potem je pa že verjetno kaotično. Ampak kaže na to, da verjamemo, da so darovi Svetega Duha lahko razdeljeni tudi med več ljudi in da lahko to cerkev obogati, vkolikor se prisluhne. Glejte, jaz bom tako povedal, cerkev kot taka je zelo, ali pa najširši pojem, lahko rečem, tako, z tega vidika. Se pravi, občestvo ne pomeni zgolj in samo ene stvari, ki se dela v cerkvi, se pravi nekega duhovništva. Cerkev kot taka ali pa Božje stvarstvo so vsi poklici na tem svetu. Se pravi, vsi ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi. Se pravi, vsi sodelujemo pri tem. Zato pa sinoda, zato pa to mora biti, ne more to biti samo, imamo mi zbor duhovnikov, se pravi, ko se pogovarjamo, imamo sestanke in tako naprej. Ampak to je samo en vidik. Potem prezbiterij je drugi vidik. Potem inšpektori, kot jim pravimo, so tretji vidik. Sinoda so pa ljudje. In tukaj je to, zato ker zajet to, bom rekel, Božjo idejo v čim širšem kontekstu. Ni zdaj to, zbornica ta in ta, ministrstvo to in to, da ljudje malo bolj razumejo. Cerkev je vse. Cerkev smo ljudje, z vsemi svojimi talenti, kot smo že. Točno. Pa bi se spet za hipec vrnil na Trubarja, pa rezultate vaše doktorske. To me zanima tudi čisto osebno. Trubar zgolj kot prevajalec ali tudi kot teolog? Kako ste ga skozi to? Glejte, to je zelo zanimivo vprašanje. Trubar je bil, zdaj že vemo, zelo praktičen teolog, bom rekel bolj, da je bil pastir. On se je zavedal, kaj potrebuje slovenski človek.
In zato, če se osredotočim zgolj in samo na postile, dve, je najbolj zanimivo to, da ima Trubarjeva hišna postila bistveno več komentarjev kot pa Lutrova. Se pravi, on je želel s Trubarja, se pravi, govorimo res obrobne komentarje, ki jih je on imel več in širše. On, če je Luther, to pa lahko sklepamo iz tega, da je bil mogoče Luther vseeno v višjih krogih, kjer so razumeli ene stvari že, Trubar je pa morabo razložiti ljudem. Se pravi, zdaj, če pogledamo tako, da je postila je skupek pridig za celo cerkveno leto, ne? In na določene praznike jih še več. Ne? Tako da tukaj se bomo tudi morali kot evangeličanska cerkev vprašati, če samo postilo vzamemo, koliko nedelj in praznikov imamo, v smislu tem, zdaj v naši cerkvi tudi določeni prazniki so šli zaradi nekih navad ven, kot so na primer nedelje Petra in Pavla, se pravi apostolov in tako naprej. Tako da tukaj so eni vidi, ker tam pa so pridige na to. Ne. Se pravi, dobro, pustimo, da je na Veliki petek 9 pridig, če se ne motim. Ne. Pridige kot take, zanimivo mogoče za ljudi, so trajale po 2,5 uri. Zdaj danes, če bi jaz imel pridigo 2,5 uri, bi naslednja nedelja cerkev bila prazna. Se pravi, ne moremo vsega enačiti. Najbolj zanimivo je pa to, da je res Trubar želel s hišno postilo sporočilo prenesti na ljubega Slovenca, tako kot on pravi. Ne? Zdaj danes to že govorimo Slovenko in Slovenca. In ravno s temi obrobami. Ne glede na nivo njegove izobrazbe, recimo, tudi za preprostega človeka. Ne, tako. On je veliko, zadnjič je gospod profesor Winkler, sva bila skupaj na enem, on je imel predavanje, jaz sem bil kot gost, pa potem sem v Trstu, sem še ene stvari dodal. Je zelo lepo, imel je en zemljevid sabo. In sicer je govoril o tem, o Trubarju in njegovem potovanju. Mi se moramo zavedati ene stvari. Ne? Včasih pravimo, da je Trubar ni bil tako izobražen, kot je bil na primer Luther in tako naprej, ali pa drugi teologi. Ne? Ampak Trubar je moral zaradi situacije izjemno veliko potovati. Takrat potovanje je bilo ne en dan ali pa 8 ur, takrat je to po tedne trajalo. Ne? In učiti se v knjigah, ne vem, na nekem vozu z voli si ne predstavljam. Ne? In zato pa bežati pred Turki, pa potem iti tja, pa najti nekega, po domače rečeno, sponzorja, ne, ki te bo izobraževal naprej. Se pravi, on se je veliko teologije naučil tudi zaradi poslušanja. Ne. In zato je bil pa zelo praktičen. Ne. In tako da tukaj moramo pri Trubarju tudi v uvid vzeti ta vidik, in ker je on zelo veliko tudi potoval. Je kak prevod, ki vam je ljubši od teh prevodov, ker to je zelo zahtevno delo, ne, prevajati v domači jezik nekaj, kar je bilo v originalu napisano v grščini ali pa potem pozneje v vulgati ali kakorkoli. Obstaja med temi prevodi kak, ki vam je posebej, za katerega mislite, da je zadev bistvo, recimo, katerega se poslužujete? Glejte, jaz se jih poslužujem, čisto iskreno bom povedal. V evangeličanski cerkvi uporabljamo največkrat slovenski standardni prevod. Jaz skoraj zmeraj bom tako povedal, pogledam še Lutrov prevod v nemščini in kako ga je pa Trubar prevedel, oziroma Dalmatinovo. Greste še na te vire? Ja, zato ker, hvala Bogu, zdaj danes imamo pri tem dostop do vsega. Se pravi, ne rabim listati, samo kliknem, imam 3 zavihke odprte in pogledam tak. In potem pa ne da bi, ampak hočem pa videti potem bistvo, ne? Zato ker včasih tudi jaz si pomagam veliko z nemščino, zato ker mi malo... Bolj izrazen jezik, ne? Tako, je včasih bolj izrazen in včasih bolj lažje prideš do... Zdaj se me spomni, sicer nisem preveč nabraval, ampak toliko časa imamo, ker kaj je pri teh prevodih, ne, koliko jaz tudi me tematika zelo zanima, zato to na internetu spremljam, pa zlasti bolj v Ameriki, angleško govorečem prostoru, ne, in pride do tega tudi, ne, ker lahko z
Drugače, mislim, kako ne rečem, če je v originalu beseda pomeni nekaj, se lahko izgubljeno s prevodom, kot tisti znani film pravi. Recimo en tak primer je, ali je imel brata in sestre, Jezus, in tista originalna beseda, ki je, mislim, da v hebrejščini, dejansko ne pomeni nujno brate in sestre, ampak tudi bratrance. Zdaj pa, jaz sem imel prijatelja oziroma znanca, ki je iz Izraela, in je kupil eno hišo na Goričke in smo mu nekaj pomagali, in sem enkrat za pomoč pri tem Izraelcu prosil tudi nečaka in je bil hvaležen, potem je odšel nazaj v Izrael, prišel nazaj, jaz sem ga zopet obiskal in je rekel, brata pa ni, pa sem ga spomnil, čuj, vse sem ti rekel, da je to moj nečak, ker imava tudi leto v razliki. Je rekel, to je vseeno. Je rekel, se pravi, kot Izraelec v hebrejščini, v tisti besedi, ki je tam zapisana, ni nujno edini prevod samo brat in sestra v tem ozkem razumevanju, kot ga mi v tem današnjem kulturnem prostoru razumemo. Ker mi včasih z našega kulturnega prostora težko razumemo, kaj je kultura tistega časa, v katerem je bilo pisano. In to je včasih s prevodi težko, se mi zdi. In to je en takih primerov, ko se mi potem tudi zdi, da lahko, se pravi, konotacijo neko za sabo potegne, ki jo original ni imel, z prevodom pa se dobi potem tudi lahko neki, se pravi, interpretacija, ki je pa dejansko samo dedič tega časa in naših oči, s katerimi gledamo na tisto izvirno besedo. Zato se mi zdi, bolj greš nazaj v izvirnik, če si sposoben, boljše je. Ampak malo ljudi verjetno sposobno brati v latinščini, hebrejščini, grščini. Zgolj že dovolj je, da se zavedamo. Bravo, dovolj je, da se mi tega zavedamo. Zdaj, zato pa je to, tako bom rekel, lepo, da imaš ljudi, ki se pa s tem ukvarjajo. Se pravi, da jim prisluhneš in se pustiš povedati, ok, v redu, on je strokovnjak na tem področju, pozna hebrejščino, imamo tudi aramejščino, ki je deloma tudi vključena v sveto pismo, potem imamo grščino in tako naprej. Se pravi, sej dejansko mi tudi grščina pozna 4 besede za ljubezen. Mi poznamo samo eno. Točno. Tako da tukaj moramo biti previdni, kaj potem želimo trditi in kaj potem želimo povedati. Zato pa pa bistvo ni to, da se mi dlakocepimo za eno besedico, ampak bistvo je, kaj mi želimo sporočiti ljudem. Se pravi, v vsakdanjem življenju, v vsakdanjem, v njihov vsakdan. Ker temeljno sporočilo bi pa res pri branju Svetega pisma bi, kot celo v evangeličanski cerkvi, iz sole skripture izhaja, da je človek sposoben razumeti, kaj je osnovno sporočilo Svetega pisma Biblije. Da je to... Glejte, tu bi midva lahko teološko debato razvijala. Zdaj ravno, ko sem se pripravljal na pridigo v nedeljo, Tora ima 613, tako. 613 ima teh zapovedi. Ampak kljub temu Jezus govori o največji zapovedi. V njej so vse zapovedi. Ljubi svojega Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe. Za rabina bi to predstavljalo nek teološki problem, ampak v tem kontekstu, se pravi, tudi tukaj imaš neko najvišjo zapoved. Se pravi, in ta najvišja zapoved je krasna. Je krasna svojega Boga in svojega bližnjega kakor samega sebe. Se pravi, zajema vse, pa bom šel od zadaj, sebe, bližnjega in Boga. Ampak on je vrstni red postavil gor. Prave prioritete. In tu potem nekaj tudi tisti, ki niso kristjani, recimo večkrat omenjam Richarda Dawkinsa, ki je zdaj videl z islamizacijo Velike Britanije, Anglije, da bo pa pogrešal tudi kot ateist kulturo krščanstva. Ker vendarle tudi, če samo posredni opazovalec krščanstva, vendarle spozna, da je sporočilo krščanstva pa ravno to, ljubezen. In če ljubiš sebe in Boga, je nemogoče, da ne bi ljubil bližnjega. In to je pa pomenilo že, mislim, dejansko tudi humanizem ne zmore
više vrednote od te, ne, ponuditi kot neko višjo alternativo temu zlatemu oziroma tej novi zapovedi, ki jo Jezus daje. Zato pa je mogoče to, kar ste tudi enkrat v eni publikaciji omenili, ne, nadaljuje v tem duhu, ste omenjali, da treba tradicijo in sodobne prestope, ne, to razmerje, seveda pravilno razumeti, ovrednotiti, pa tudi se opredeliti. Kakšno je vaše stališče, se pravi, med tradicijo in sodobnimi pristopi, kaj je tisto, meni je moj mentor rekel, tradicija se spreminja, da se ohranja. Se pravi, na nek način nekaj ostane v njej neka nespremenljivka, vendar se pa lahko skozi drugačne metode, pristope pa bolj učinkovito tudi, ne vem, uveljavlja, razširja, ali kakorkoli to gledate vi. Glejte, to je en tak, kar precejšen, bom povedal, izziv, ne. Zdaj, tako kot sem že na samem začetku povedal, včasih so bile pridige 2,5 urne. Zdaj pravijo tudi, priporočilo je 12,5 minut. Pozornost pade. Se pravi, pozornost padeš, bogoslužje samo naj ne bi presegalo 45 minut, 50 minut. Vse to so pokazale tudi določene študije. Tako da v evangeličanski cerkvi me ni strah, kaj je naša tradicija. Naša tradicija je Sveto pismo. Se pravi, da se Božja beseda oznanja in zakramenti pravilno podeljujejo. Na teh dveh stvareh mi moramo ostati. Vse ostalo je pa, bom tako povedal po domače, to je naloga teologov, tako bom tako povedal. Ostalo je pa odprto in je tukaj so zraven povabljeni ljudje, vernice, verniki. Zdaj sama glasba, mi smo se navadili na orgle, zdaj so novi pristopi in tako naprej. Kar ni nujno, da je slabo, ampak nič ne sme biti narejeno hitro. Se pravi, ti moraš dati ljudem še zmeraj občutek, da oni lahko pridejo, če je, ne vem, bom zdaj starejšo populacijo vzel, če mu je ljuba tisto bogoslužje, katero je on poslušal pri svojih 15, mu to ponudi še. Če je mlademu to že vse skupaj brez veze, ga nauči, da je to tistemu babici, detku zelo pomembno. Ja, nismo te pa pozabili, bomo imeli pa kakšno nedeljo, tudi tako, ki je tebi bolj ljubo. Hočem reči, mi moramo poiskati neko skupno pot. Zdaj, za mene, da bi pa mi to začeli vse deliti, za mlade to, za srednjo generacijo to, za starejše to, se oddaljujemo eden od drugega. Se pravi, mi se moramo navaditi vse, da je to, če mlademu pač paše, ne vem, pa mi reče, jaz bi imel pa pridigo sam 5-minutno, pa duhovnik reče, ali pa duhovnica reče, prav, bomo imeli pa eno nedeljo 5-minutno, ali pa mi bi pripravili celotno bogoslužje, saj to se že dogaja, ne. Pol pa prav, naj pripravijo oni bogoslužje, ne. Ampak po drugi strani ne smemo pa zanemarjati tiste, ki jim pa to pomeni, da pride v cerkev, da preludi, s preludijom se vse začne, postludijom pa se konča. Se pravi, on rad sliši orgle, ker mu je to domače. In jaz mislim, da se vse povsod, kar so že vse pogovarjali, da najti preko pogovora neka rešitev. Ja, se zelo strinjam, ne, da ni nujno, da eno izključuje drugo, ne, da bi zdaj, če se ve, kaj je tisto, kar je, bom rekel, nespremenljivka, ne, če se malo matematično izrazi, veva pa tudi, da so potem, kaj so pa lahko variable, torej spremenljivke. In dokler je to dvoje razjasnjeno, ne, dokler vemo, se pravi, kaj je temeljni kamen, na katerem smo, kot ste rekli, Sveto pismo, Božja beseda, ne, potem je zdaj način izražanja. Jaz bom tako rekel, ne, zdaj preko mobitela zlahka prideš, ne vem, tudi do slabih novic, ne vem, TikTok, do pornografije, vendar so pa tudi api, ne, se pravi aplikacije, ki omogočajo, da lahko dobiš dnevno Božjo misel. In kaj bo zdaj rekel? Zdaj prepovedali bomo uporabo pametnega telefona, ker je tudi nevarnost, da bo zlorabil ali pa da bo... Ne, odnos do tega naučiti, spostaviti. Ne. Samo orodje, samo po sebi ni slabo, ne, tako kot zdaj recimo neko drugo mislim, če namesto orgel nekaj drugo časti Boga, ne,
odvisno je, ali bomo zaigrali, ne vem, neko heavy metal, ki je za sporno vsebino, ne, na tisti inštrument, ali pa bomo neko slavilno pesem na tisto zaigrali. In to treba, ta odnos, po moje, naučiti. Ne. Tako, zdaj govorimo če smo samo pri bogoslužjih, glejte, bogoslužja kot taka sam, ko greš v cerkev, veš približno, kaj je za pričakovati. Ne. Se pravi, ti podporni elementi, kar glasba je podporni element samega bogoslužja, se pravi, da nekaj prekine ali pa se neka stvar zaključi, zdaj rečemo berilo, potem pride pa neka pesem, pa začne se s pridigo in tako naprej, pa molitev. Se pravi, vse ima svoj namen. Ni zdaj, da bi to bilo pa slavo. Ne. Zdaj, celotno bogoslužje mora pa imeti skupni cilj. Se pravi, da mi s tem skupnim ciljem prihajamo, iščemo pot k Bogu. Tako. Se pravi, mi cilj imamo, zdaj pa te poti. Sej v katoliški cerkvi, v angličanski cerkvi je vsaka nedelja določena. Berila so določena. Govorimo o nedeljah, o praznikih in o vseh teh. Se pravi, mi imamo vse določeno. Zdaj je pa na nas, kako bomo mi to izvedli, oziroma kakšen pristop bomo. Da bo tudi recimo to doživljanje teh vsebin pri vernikih kar najbolj poglobljeno. In se mi zdi, da nekaj, kar pri tem, kar opazujem, se pravi v Ameriki, največkrat življenje vernikov v različnih cerkvah, mi je bilo zanimivo, zdaj je že zgodba stara, ne, da pa je teh res izpričanih evangeličanih ta osebna povezanost z Jezusom, ne, je lahko zelo navdušujoča. Povedal vam na kratko, že dolgo želim povedati to zgodbo, ne, da včasih potrebuje navdih, ne, in ta zgodba res služi lahko za navdih. Je že tam 13 let stara. Je pa v Ameriki zelo popularen šport ameriški nogomet. To je tisto, ko imajo ramena, čelade. In to so zelo slavni ti igralci, bogati, kakorkoli. In en od njih je pa tudi bil zelo veren, zdaj več ne igra. Ne. In neka pomembna tekma je bila in si je dal tule napisati pod oči John 3:16, Janez 3:16. Bog je tako ljubil svet, da je dal edinorojenega sina, da bi se vsi zveličali, pa nihče ne pogubil, se mi zdi nekaj takega. Ker oni se tu ne maže najprej s črnim, ne, da jih ne moti svetloba toliko, ko lovijo žogu, in potem na to črno je pa z belim napisal John 3:16. In je sprečeval, se pravi, s tvojo osebno močno vero do Jezusa. In potem to so videli in so prepovedali to. In se to ni smelo več na ta način, češ, ne vem, zaradi česa. Zdaj pa pasti. Točno 3 leta po tem dogodku je bila vnovič zelo pomembna tekma in na koncu tekme je ta igralec v celi tekmi, ker Američani so tudi malo mahnjeni na statistiko in spremljajo ogromno teh nekih kriterijev oziroma ogromno stvari statistično obdelajo. Skoraj vse so bile v 3:1:6. Točno po 3 letih je imel, ne vem, 316 yardov podaj, ne vem, 3 minute 16 je, ne vem, da je na nek način božja previdnost skozi nek čist tak, ne vem, banalno zadevo, kot so statistični podatki, dala vedeti, gledajte, ne, pa ta 3:16, statistično je neverjetno, da bi bilo toliko podatkov točno po 3 letih, ko je to imel, da bi bilo 3:1:6. Vsi podatki so bili 3:1:6, ali 3:16, ali 31:6, ali pa 316. Je na internetu, če boste pogledali, mislim, da Game 3:16, ne, da je o tem celo že na Wikipediji. Pa še ena stvar, zelo kratko, pa vas potem samo za komentar, ravno tako osebni odnos pove in ko si upaš pred vsemi, ne, to izpovedati. Tiskovna konferenca NBA lige, ne, te košarkarske, svetovno znane, najboljše ameriške, in sprašujejo trenera te slavne, mislim, ekipe. Ne. In potem ga je novinarsko vprašanje bilo, a ste videli kraljevo družino? Pa tam so bili, ne vem, Harry ali kaj že, Katie ali kdo je bil. Te pa on rekel, Jezus, Jožef pa Marija, ne, nisem ne videl, ker oni so edina kraljeva družina. Sam se, kaj ti tam, če mi nekdo z Anglije pride, ki je kao kraljev? Jaz priznavam samo eno kraljevo družino. A ni to čudovito pričevanje tudi, ki včasih manjka, ne? Slavne, bogate osebe, ki pa se niso pokvarile in so upale
izpričati in to tudi živeti. Ja, ravno to zagotovo. Hvala lepa za te dve zgodbi. Zanimivi. Jaz sem enkrat, naj samo to dodam, enkrat sem nekje prišel na nek članek ali pa celo slišal, ki se pogovarjava o številkah, od samega stvarstva ali pa nastanka sveta. V povprečju človek, če govorimo, da živi 70-75 let, to za samo planet Zemlja predstavlja, da živi na planetu Zemlja 7 sekund. Jaz sem že moje, po vsej verjetnosti, glede na povprečje, sta mi 2,5 sekunde ostale. Zdaj si pa vi to res predstavljajte v zgodbo ali pa resničnost teh sekund. 2,5 sekunde. Že dlje govorim, ko sem to zaključil. In koliko smo mi v 7 sekundah ljudje pripravljeni narediti gorja eden drugega. Ja. Hočem to reči, če včasih te statistike niti niso tako slabe, ker te malo tako streznijo ali pa ti postavijo na druge perspektive, in pol, če ko to nekomu rečeš, a res? Ali pa nekdo reče, jaz bom pa samo še pol 1 sekundo. To je to, ne? In zgodbe take so dobre, so pozitivno vplivajo na nas. Nočemo zdaj v tem, da je to strah. Ne? Se pravi, mi vseeno te 2,5 sekunde potem spremenimo v 45 ali pa 30 let. Ne? Ampak vseeno, ne? V teh 20 ali pa 30 letih, ko sem jaz ali pa 40 zelo aktiven, zakaj si bom jaz prizadeval? Ja. To je pomembno. Ni časa, da bi zatajil Jezusa, jaz tako rečem, ne? Ker družba nas nekako sili, ne? Določenost cerkve in države je v redu. In zdaj se tudi kot vernik giblješ v družbi, ki je laična in se že bojiš na nek način izražati tudi svojo vernost napram drugim. Zato hočem poudariti, da me včasih navdušuje pogum, ki tisti, ki je res veren, tudi se ne ženira, se ne zaustavlja, mu je malo mar, če bo zaradi tega podpisal boljšo pogodbo ali bo bolj slaven ali ne. In ta pogum, ko si vernik, ko veš, da če je Jezus s tabo, kdo je potem proti tebi, česa se imaš bati. In vi ste tudi starši, recimo ravno katere vrednote prenesti. Kaj je tisto prvo pri vzgoji? Ali je tisto, da treba pač potrpeti tudi, ker smo družba, kot sem omenil, z različnih, da je prvo neka ta mirno sobivanje, ali pa da je to prva predanost Jezu. Ne vem, ne bi vam rad polagal besed v usta. Kaj je tisto, recimo, tudi kot starš najprej predajate kot osnovno vrednoto? Naredil sem kot starš tudi kakšno napako. Več njih, zagotovo. Ampak po drugi strani pa jaz mislim, da kot starš moram vedeti, da jaz vzgajam z vzorom. Ja, tako od vašega. Se pravi, jaz lahko sinu, hčerki pridigam, po domače rečeno, živim pa drugače ali delam pa drugače, odreagiram drugače ali kakorkoli že, potem ne morem pričakovati, da bosta ona dva vzela tisto, kar jaz mislim, da je idealno, če jaz pa ne znam. Tako da tukaj zagotovo včasih pa vsak pade, kako ne rečem, ampak zavedati se tega, da vzgajati z vzorom. Zdaj, včasih je to boleče, včasih je to nujno, včasih je to edini izraz najvišje ljubezni. In jaz neke težke filozofije otrokoma nočem privzgojiti. Jaz hočem, da se imata rada, da spoštujeta druge, da sta empatična do drugih, se pravi, da razmišljata za svojo glavo, in predvsem pa tudi želim si, pa ne zaradi, kako ne rečem, evangeličanske cerkve, da nas je vernikov zaradi številčnosti, da ona dva prihajata v cerkev, ampak zaradi tega, ker je vera nekaj lepega, nekaj tolaži, nekaj, kar te potolaži v trenutkih, ko nisi najboljše. In ti trenutki bodo prišli. Tudi ona dva jih že doživljata. In da se bosta vedela, pač krščansko smo vzgojeni, obrniti na Jezusa v molitvi in si reči,
Pa tudi, če je nepopolna molitev, ker pri Bogu je vsaka popolna. Reči, daj mi pomagaj. Ali pa izraziti, ali pa imeti nekoga, da veš, da nisi sam v nobeni situaciji. Da preko vas vidijo, da res iskreno tudi ste prepričani, da obstaja nekaj, kar na tem svetu nam daje, tako pravite, upanje, smisel. Se pravi, koliko boste prevzela, povzela, sledila, je potem... Tako, ker meni tisto svetopisemsko, blagor hladnim in vročim gorje mlačnim, ker oboje je, ono je iskreno, tako hladno kot vroče. Najhujše je tisto nekaj, malo, če dokler pa otrok, se sam nimam, ampak če bi že imel, lahko z gotovostjo pri sebi prepričan, da to, kar vidi v staršu, da tudi verjame, da ne blefira, ker mladi hitro prepoznajo, ali si blefer. To je tako hitro šlo, jaz sem vesel, da si bomo lahko še neformalno pozneje po snemanju vzela še nekaj minutic za pogovor, ker to je lepo, taka izmenjava misli, mnenj. Bi vas pa za konec, sem to imenoval 5 hitrih, bi vam začel stavek do prve polovice, pa vas prosim, da ga končate. Moja največja želja je... Ostati dober človek. Nič bolj ambiciozno ni treba. Občudujem ljudi, ki... So iskreni. To, kar ste malo prej rekel. Tudi meni številka. Lastnost pri ljudeh, ki jo najbolj preziram, je... Laž. Vse to z iskrenostjo, to je tako, če je antipod iskrenosti. Po naravi sem... Hiter. Ja, in misli. Sreča pa je... Imeti nekoga rad. Gospod Škof, dr. Aleksander Erniša, najlepša hvala za obisk. Hvala tudi vam za vaše vabilo. Vse dobro želim vsem. Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, to je bila oddaja Duh veje, kjer hoče. Do naslednje oktobrske pa lep pozdrav.